Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Livisorom, ki pa bo tokrat nekoliko krajša. Današnji dan je poseben, obeta se nam mlaj, obeta se nam sončni mrk in želela sem spregovoriti nekaj besed o vsem temu rompomu, ki se zadnje čase odvija na našem in področju celotnega sveta, ko je vsaka polna luna največja, najmočnejša, najbolj takšna, najbolj drugačna v zadnjih ne vem koliko letih, ko se dela, se mi zdi kar malo preveč trušča okoli naravnih pojavov, kateri imajo absolutno veliko različnih razlag. Torej, seveda, da če najprej se posvetimo polni luni, seveda za vsako polno luno lahko rečemo, da že toliko in toliko let ni bila taka polna luna, saj so bili planeti vsakič v drugačnem položaju. Poglejte, jaz bi lahko vsak dan rekla, današnjega dneva ne bo nikoli več, ker je tudi to res. Samo 8.4.2024 ima vibracije 8.4.2024 in prav noben drug dan ne. Ne prej, ne potem, nikoli. Tako kot ste eni samo vi. Ne prej, ne potem in nikoli se ne bo še en vi rodil in po zemlji okrog hodil. Torej, želela bi nas vse pozvati, da ne delamo neke drame vsakič, ko je Merkur retrograden, vsakič, ko je neka močna polna luna, vsakič, ko se zgodi mlaj, vsakič, ko se zgodi mrk, vsakič, ko se zgodi nekaj, kar sicer ni najbolj vsakdanje. Pa se to je bistvo življenja, da ni najbolj vsakdanja, ni res. In če pogledamo stara ljudstva, denimo, tudi pri njih je razlaga mrka, od plemena do plemena, od področja do področja drugačna. Torej, morda food for thought, kot pravijo, malo v razmislek, ki pa piše, da imamo mi zdaj prav. S tem nočem minimizirati pojava mrka, mlaja, polne lune in tako naprej. Saj vendarle veda, tisočletna veda, astrologija temelji na interpretaciji teh dogodkov. To je vendarle samo interpretacija. In recimo, Indijanci pravijo, da se je ob mrku prav umakniti, da ga ne gledamo, da se ne izpostavljamo ionizaciji v zraku, ker je takrat drugačna. Prebrala sem čudovito razlago Hopi Indijancev, ki pravijo, da ko pride do sončnega mrka, je to čas, ko se luna in sonce malo med seboj pomenita, ko imata svoj intimni čas, ko je obdobje njunega nekega pogovora. In naprej potem pravijo, da mi človečki kot otročki zemlje pravzaprav nimamo pravice prisluškovati temu dogodku in z tega vidika pozivajo, da nekako ne zremo v mrk, da nismo tisti nepovabljen del tega dogodka. Marsikatera ljudstva so si to različno razlagala, bom pa rekla, če smo pa čisto iskreni, od vodovoda do ustave, popolnoma vse, kar danes poznavamo v modernem svetu, pravzaprav je nekaj, kar smo povzeli po teh starih ljudstev. Konkretna ustava je bila irokeška, vodovodi, to, da se terasno vrtnarstvo, marsikaj smo mi dobili od Indijancev iz Južne Amerike, marsičesa smo se naučili in nekako posvojili ljudstvo Afrike. Torej, kaj če bi mogoče tudi v teh primerih prisluhnili njim, ki so dejansko stoletja, tisočletja preučevali te naravne dogodke, vpliv teh naravnih dogodkov, ki niso noben bav, ki niso nobena huda prelomnica v človeštvu. Kaj če bi morda prisluhnili tistim, ki o naravi pravzaprav vejo mnogo več kot mi, ki z naravo pravzaprav še vedno živijo, malo drugače povezani, ali pravzaprav bolje rečeno sploh še vedno povezani, veliko bolj v stiku s seboj, s svojim višjim jazom, s svojo intuicijo, kot mnogokrat mi. Pa ne rečem, da smo se mi zdaj popolnoma zgubili, ampak v vseh teh, bom rekla, modernih načinih življenja, v temu tempu, v mentaliteti, v kateri smo tukaj in sedaj, v Evropi, v Sloveniji, absolutno nimamo istega znanja, nimamo istih modrosti, nimamo istega doživljanja. In verjemite, z marsikaterimi Indijanci se poznam, marsikaj sem doživela v Egiptu in še kje, in v Ekvadorju, in še drugod po svetu. Modern človek včasih preprosto odreagira na vse to, kar prebere na spletu. In na spletu v zadnjem času se mi zdi resnično veliko tega
bom rekla, po eni strani prepoznavanja pomembnosti ved, kot je astrologija, kot je tarot, kot je numerologija, kot je džotiš, kar je super. Ampak vseeno pa sem sama zagovornik spoštovanja teh ved, ne pa komercializacije teh ved. Se pravi, samo zato, ker je vsaka polna luna lahko nek senzacionalen dogodek, ki nam prinese klike. A veste, še ne pomeni, da bo to zdaj pa za nas nek senzacionalen dogodek. Tako da pravzaprav moje vprašanje vam je, če pogledate svoje življenje, kdaj je bila tista največja prelomnica? Je bilo to res na neko hudo polno luno, mrk? Ali je bil to mogoče navaden dan? Ko ste zjutraj se prebudili, vstali in se vam sanjalo ni, da se vam bo tisti dan življenje zavedno spremenilo. Morda na bolje, morda na slabše. Kaj ni pravzaprav naše življenje, naša skrb, naša odgovornost in ne planetov? S tem nočem reči, da planeti nimajo vpliva, ampak so tam zato, da nas podprejo na naši poti. Jaz mislim, da polna luna, mrk, mlaj, karkoli že, retrograden Merkur, ni tam nekje na nebu, v vesolju in ne razmišlja, zdaj pa bom sesul vse, kar lahko uničam, zato ker je meni to tako fajn. Kje pa? Včasih se stvari sesujajo zato, da vidimo, da je še kaj drugega na svetu. In za retrogradni Merkur vsi vemo, da pač tehnologija nagaja, komunikacija nagaja, narobe se razumemo, ampak nam ne da ravno to možnosti, da spregovorimo, a nas pravzaprav te motnje v resnici ne spodbujajo, da se mi izrazimo. Kaj ni pravzaprav to, če pa tako pogledamo z te perspektive, to kar malo blagoslova, tako zelo drvimo en mimo drugega. Gledamo objave na Facebooku, na Instagramu, na socialnih omrežjih, namesto da bi šli s človekom na kavo in rekel, stari, ej, beba, kako si, kaj se ti dogaja, kako se počutiš. Ne, na storiju sem videl, da si bil tam, na storiju sem videla, da si to objavil, sem videla to na uni objavi. Kam se zgublja naš osebni stik? Kam se zgublja ta pristnost? In ali ni potem z tega vidika retrogradni Merkur, ki nam meša štrene? Moj zum nikoli ne dela, moram reči, retrogradni Merkur ali pa ne. Jaz nikoli ne vem, a bo zum v redu ali ne bo. Ampak kaj ni to ravno spodbuda, da potem poiščemo druge poti? Recimo v mojem primeru je to Skype, WhatsApp, karkoli. Ali posebno srečanje. Kaj ni pravzaprav neka situacija, ki je nepredvidljiva, ki nam jo zagode, pravzaprav dolgoročna situacija, ki nas spodbudi, motivira ali pa prisili, če smo v taki situaciji, da poiščemo druge poti in drugačne pristope. Torej, dragi moji, ker je danes mlaj in mlaj iz astrološkega vidika nov pričetek novega cikla. Vemo, da ko si strižemo lase, je to med mlajom in polno luno. Zdaj, aprila 2023, dejansko bo luna v levu, takrat je najbolj ugodno, da se strižemo lase, da dobimo to bujno grivo. Mojim lasem to nišče ni povedal, tako da nekako ne ubogajo. Torej, po mlaju govorimo o obdobju pričetka do polne lune, ko govorimo o času vrhunca, ko neke stvari dozorijo, ko jih dojamemo, ko jih drugače vidimo, in potem med polno luno in med novim mlajem je čas upadanja, ko naj bi se depilirali, ko naj bi imeli čas za sebe, ko naj bi počivali, ko naj bi stvari zaključevali. Mrk pa jaz osebno povezujem s tem, da nekaj mrkne, z neko črno luknjo, če želite. Torej, če rečemo, da je danes lunin mlaj in sončni mrk, je moje vprašanje vam, česa bi si želeli v življenju, da bi bilo manj, če bi imeli to moč, če bi imel mrk to moč, da bi vi tukaj zdaj napisali, tole naj mrkne z mojega lajfa, za skoz, in potem bi to fliknili v tist mrk in bi to kar zginilo. Kaj bi to bilo? Kaj je tisto, kar se vi želite, da bi mrknilo z vašega življenja? Za nekoga bodo to gube pa celulit, za nekoga bo to kakšna grda navada, za nekoga bo to zelo toksičen odnos, za nekoga bodo to neplačane položnice, za nekoga bo to zloba na svetu. Ljudje smo si različni, vsak izmed nas je unikat, tako je tudi vsak dan, ki ga preživimo, unikat. Kaj je tisto, kar si vi želite, da bi mrknilo z vašega življenja? In zdaj, ko smo to nekako zapisali in si zamislili, mene zanima, če si date 10 korakov, katerih 10 korakov lahko vi storite
zato da se bo to vsaj zmanjšalo, če ne v popolnosti mrknilo iz vašega življenja. Kako lahko morda v neki situaciji, kjer nimate popolnoma nobenega nadzora nad tem, odvzamete moč nad seboj? Lahko da imate nemogoče sosede, seveda jih ne boste zdaj kar zbrcali drugam, ne bojo zdaj mrkalni, ne bojo se zdaj kar preselili, zato ker grejo vam na živce. Ampak kako lahko odvzamete moč njihovim navadam, glasnosti, česarkoli, pač karkoli je tisto, kar vas moti? Kako lahko tistemu, kar vas moti, odvzamete moč, da vam pokvari dan in s tem življenje? In če rečemo, da je danes mlaj, se pravi novi pričetki in sonce je tisti, ki nam vendarle daje življenje, na nek način, ko se bo mlaj začel popuščati, ko bo začel zginevati, je to nov pričetek. Zdaj pa si izberimo še 3 stvari, katere si želimo, da bi prišle na mesto tega, kar bi si mi želeli in hrepeneli, da zgine. Veste, omara, če jo spraznemo, se hitro nazaj napolne. Mi jo lahko čist glancamo, lahko vse pospravimo in tiste 2 police, ki smo pustili prazne, preklet hitro se nazaj napolnijo. Se pravi, če je prvi korak mrk, če je prvi korak to, kaj si želimo, da odide z našega življenja, kaj si želimo, da preneha obstajati v našem življenju, je zelo pomembno, da imamo obenem takoj, v isti sekundi, v isti misli, v istemu namenu, že definirano, kaj je tisto, česar si želimo, na mesto tega. Se pravi, vsi tisti, ki se mogoče želite, da ne bi bilo več celulita na vaših nogah, to pomeni, da si želite imeti mišičaste noge. Se pravi, kaj lahko vi storite za to, da se bo celulit pričel topiti in da se bodo mišice pričele oblikovati. In kakorkoli je to, mogoče se vam zdi hecen primer, ampak tako velja za popolnoma vse v življenju. Se pravi, če vam grejo sosedje A na živce, a se lahko povežete bolj s sosedi B. Če se slabo razumete s to pa to osebo v službi, kljub temu, da ste skupaj v isti pisarni 8 ur na dan, ali se lahko povežete z nekom drugim, ali lahko v nadaljnjem delovnem mestu ustvarite okolje drugačno, ki bo ublažilo ta, negativen vpliv osebe, ki pač nekako prinaša slabo voljo, nejevoljo, karkoli že, v ta prostor, v vaš delovni proces. Vedno smo mi tisti, ki smo gospodar svojega življenja, smo mi tisti, ki lahko to spremembo povzročimo. Energije, ki nas obdajajo, položaj planetov, številk, ta simbolizem nam pa lahko pomaga razumeti, kdaj je pravi čas za to, da bomo naredili to spremembo, ta korak. In seveda se v življenju sem ter tja zgodijo stvari, ki so popolnoma nepričakovane, ki so prelomnice, katere nam tudi lahko vse te vede pomagajo razumeti. Ampak a veste, kaj ne more? Noben mrk, pa noben mlaj, pa nobena polna luna, pa nobeno nebesno znamenje, pojav, potres, pretres. Veste, kaj ne morejo? Nič od tega. In nihče na tem svetu ne more biti vi, ne more živeti vašega življenja, ne more vam v resnici prinesti sreče in varnosti in izpopolnjenosti. To lahko samo vi. Torej, naj bodo ti močni dnevi pravzaprav opomnik, da središče svojega življenja, središče vesolja, ljubezni, svetlobe, pravzaprav ste vi. In je prav, da ste vi, kajti le tako ste lahko vi, vir svetlobe, ljubezni, sočutja, dobrega za svojo okolico. Torej, dragi moji, to je neka moja popotnica današnjemu dnevu in vsem podobnim dogodkom, mrkom, mlajem, polnim lunam, jagodnim, volčjim, ne vem kakšnim še vse, z vsem spoštovanjem do astrologije. Astrologija je zelo, zelo zahtevna veda, globoka veda, močna veda, ampak se mi zdi, da v zadnjih časih se je nažalost tudi na tem področju pojavilo veliko člankov, veliko prispevkov, veliko vsebin, ki so bolj kot ne namenjene klikabilnosti, kot v resnici doprinos našemu življenju. Jaz vam seveda želim, da mrkne z vašega življenja vse tisto, kar ni vaše, vse tisto, kar se je znašlo na vaši poti po nepotrebnem, vse tisto, kar se je morda zalepilo na vašo pot, usput, spotoma, nenamerno. Včasih resnično sami prikličemo ali pa si zakompliciramo life, pa se tega niti ne zavedamo. Naj vse tisto, kar pravzaprav več ne služi vaši rasti, vašemu razvoju, vam kot luči, vam kot osebi, vam kot ljubezni, vam kot mojstru, vam kot vam, v dobrem,
naj to mrkne, to vam želim. In vam želim, da današnji mlaj in tale sončni mrk, ko se bo umaknil, razsvetli tiste izbire, poti, želje, hrepenenja, ki so resnično sporočila vaše duše, vašega srca, vašega telesa, vašega zavedanja, preprosto. Dragi moji, saj vem, da veste, kako bom zdaj zaključila. Preprosto vas.